Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel: Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in Oče sva eno. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Danes, ko kajamo nedeljo dobrega pastirja, Jezus tudi sebe imenuje: Jaz sem dobri pastir. Lahko gremo z mislimi, da kadar pomislimo na pastirja, prej pomislimo, da je to neko opravilo, ki ga človek opravlja. V slovenskem prostoru verjetno ni več to, da bi kdo bil s poklicom biti pastir. Drugačne poklice imamo ali jih opravljamo. V času Jezusa Kristusa pa je bil poklic pastirja. Danes bi bilo bolj primerno, da bi bil to z imenom dober podjetnik ali pa dober menedžer. Namreč zato, ker pastir je varoval čredo, čreda pa je bila premoženje. To so bili na nek način vrednostni papiri, kar živi. In dober podjetnik je dobro to potem tudi opravljal in je bil kot najemnik, pa če je bila borza slaba, pa je šlo nekaj v propad. Tukaj se lažje potem predstavljamo, kakšno moč ali pa vsebino je imel poklic pastirja. In ko Jezus pravi zase: Jaz sem dobri pastir, poznam svoje in hodijo za menoj. Poznati. To ni tisto vedenje, ko smo v šoli, se naučimo, imamo znanje, če ne vemo, gremo iskati na svetovni splet in dobimo veliko vedenja. To je naučeno znanje. Ampak to, kar pa Jezus pravi, to je odnos med njim in nami. To je pomeni poznati nekoga. Kakšen odnos ima Bog kot dobri pastir do mene? In pravi: svoje življenje dam za svoje ovce. Jezus ni govoril sam besede, ampak je tudi s svojim življenjem pokazal in je umrl na mesto mene, pa ni bil kriv, brez krivde, zato da bi moja krivda bila odstranjena in je nas vzela. In se spomnim, ko je bilo 2 dni nazaj svečanje za eno mlado družino v pripravi na krst njenega otroka, in sem tukaj razmišljal, ali ni krst tisto, kot Jezus pravi: nihče ne bo iztrgal iz moje roke tistega, ki mi je zaupan. A ni krst Božja roka, ki me je pred tolikimi leti sprejela in je ni stvari, da bi mene odtrgala iz te Božje roke. In ko razmišljamo o Jezusu kot dobrem pastirju, mi vedno znova prihaja v ospredje misel novega papeža Leona XIV, ki sam prosimo, da bi izpolnjeval to mesto dobrega pastirja. Včeraj je bilo lepo vreme, pa smo se zbrali k letenju, v avtu nas je bilo kar nekaj, skupaj smo se peljali na malo daljša pot proti Beli krajini. Več kot polovico poti je bil govor o papežu, pa od tiste skupine, ki so bile z menoj, nihče tako ne živi vero. In je en možak rekel: Cerkev potrebuje dobrega voditelja. On je rekel: dobrega voditelja. Ampak s temi besedami, ki jih razume. In v tej besedi sem jaz prepoznal,
da ta človek, čeprav z vero ne živi, nekako v prvih razredih osnovne šole se je veliko pri njemu zaključil. Ampak on je v tej besedi dal eno priznanje, čutim, da je dober voditelj. En drug možakar, ki pa pravi, da pa je res ateist, rekel, meni bo všeč novi papež, zato ker je matematik, kot jaz. Namreč je študiral matematiko na začetku in diplomiral iz matematike. In kako nek človek, ki mu je vera daleč stran, še vedno prepozna nekoga, da je kot nek pastir v njegovem življenju, neka drža. To ni samo poznavanje nekega znanja, ampak odnos do ljudi. In če tako mi gre misel na novega papeža, katerega sem vesel, pa tudi hvaležnost na prejšnjega, ne pozabimo, tudi z molitvijo na papeža Frančiška. Razmišljam, a ni dober pastir en oče, mama. Zato, ker pozna otroka. Je rekla mamica, zdaj se že kar malo vem, otrok zajoka, kaj je tisto, kar je problem, kar te pomaga? Pozna. In oče pa mama sta kot dobri pastir. Lahko je dobri pastir tudi sestra ali pa brat, kadar da nek zgled, držo nekomu, lahko je to mlajši ali starejši brat ali sestra, in pomaga usmerjati Kristusu. Dobri pastir je tisti, ki vodi k Kristusu, ne k sebi. Lahko je dobri pastir kakšen sošolec, pa sošolka, sodelavec. In na ta način smo mi poklicani, da hodimo za njim. Ko Jezus pravi za njim, hoja za Kristusom pomeni, da je moje mišljenje čim bolj v skladu z mišljenjem Jezusa Kristusa. Kako naj se to ujame? To je tudi v premišljevanju Božje besede. Da so moje besede čim bolj podobne ali pa bi bile podobne besedam Jezusa Kristusa. To je hoja za njim. Tudi moja ravnanja ali pa odnos do bližnjega, da bi se v čim večji meri približal ravnanju odnosu Jezusa Kristusa. In lahko smo hvaležni za dar vere, da imamo takega dobrega pastirja, ki nas vedno spremlja, ki vedno, če rečem po človeško, reče besedo za nas, nas odpušča. In naj bo res ob Božji besedi, ki jo poslušamo pri sveti maši, na naši molitvi, tudi naša pot za dobrim pastirjem. Pozna nas, ve, kako živimo, tudi ve, kaj potrebujemo, pa kaj za nas dobro. Naj naša molitev odpira Bogu prostor, da lahko resniči svojo dobroto v našem življenju, pa tudi v življenju naših bližnjih. Sedaj pa tudi